Danes v novicah med drugim. Rudi Potepuški se je vrnil v Novo mesto. Otroci uživajo na oratoriju. V Šentjerneju so glasno potrdili rebalans proračuna. Rudi Potepuški, mestni vagabund, se je vrnil v rodno Novo mesto, kjer je svojim someščanom ponovno predstavil najboljše umetnike, klovne, akrobate, plesalce in žonglerje, ki jih je spoznal na svojih potovanjih. V 2 festivalskih dneh so se lahko obiskovalci udeležili brezplačnih cirkuških delavnic in številnih predstav. Gledališče je tako znova zasedlo mestne ulice in glavni trg. Z gotovostjo lahko rečemo, da je to najzabavnejši festival v mestu. Odziv obiskovalcev pa je? Jaz si rada domišljam, da ja, tudi od odzivov ljudi. Mislim, da je kar popularen dogodek in mislim, da imajo ljudje kar radi to vrsten način druženja. Skratka pač neke kvalitetne predstave in nek zanimiv in kvaliteten način preživljanja časa na glavnem trgu. Festival ulične umetnosti Rudi Potepuški je v 2 dneh poskrbel tako za otroke kot odrasle. Dejansko je to za vse. Zdaj, določene predstave so bolj namenjene odrasli populaciji. Jaz mislim, da določene predstave otroci najdejo nekaj, kar jim je zabavno, starši najdejo nekaj drugega, kar jim je zabavno, ampak mislim, da je to v bistvu tudi pokazatelj dobrih predstav, ker če je za oboje, potem takem je cilj dosežen. Glede na to, da se na dogodku v vlogi umetnikov predstavijo tudi številni tujci, ima festival še večjo težo in veljavo. Tako se pač tudi mi sami učimo in se odpiramo kroge in pač vidimo različne standarde, se pravim, kaj, aktualno je zdaj v Nemčiji, kaj delajo v Italiji, kaj delajo v Španiji, v Litvi, na Poljskem, tako da meni se zdi zmeraj pomembno, da v bistvu spremljamo, kaj delajo tudi drugje. Vsak dan festivala so lahko obiskovalci s svojimi risbami pred galerijo Ulti zapolnili kar 20 metrov praznega papirja. V resnici sem predstavljala našo društveno galerijo, ker večina Novomeščanov ne ve, včasih je bil simulakar. Zdaj imamo pa našo malo galerijo Ulti, ki je tle na glavnem trgu in moja želja je bila, da Novomeščani spoznajo, da smo še vedno tukaj, to pomeni likovni umetniki in smo naredili najdaljšo risbo v zgodovini Rudija Potepuškega, to je to. Pa je imela kakšne usmeritve za vse mlade ustvarjalce. Imela sem zelo lep koncept, da bi vsak vzel en svinčnik, pa potem risal, dokler pa ne gre. To so otroci, tako da smo se zmenili, da so pravila tle, da se kršijo. To so počeli. Pač uživali so v tem, kar znajo otroci najboljše. Festival že vsa leta organizira založba Goga, vsi dogodki v sklopu festivala pa so bili za obiskovalce brezplačni. Oratorij v Novem mestu, ki letos poteka pod geslom Ne boj se zasveti, že navse zgodaj poživi župnijo Novo mesto Šmihev. Program, namenjen otrokom od 6. do 12. leta, poteka vsak dan od jutranje molitve in dviga zastave do popoldanskih velikih iger in katehez. Zelo zabavno je, veliko se igramo, pa plešemo, pojemo, imamo tudi kakšne banse. Pa velike igre so zelo zabavne. Ja, animatorji so super, nekateri že več let tukaj hodijo, nekateri pa kot 9. razred so prvič prišli. Osebno so mi najboljši tisti, ki so že malo starejši. Imeli smo pač veliko teh delavnic, pa kateheze, različne velike igre, danes imamo sveto spoved, včeraj smo bili pa na izletu. Otroci so pridni, veliko se žogamo. Skačemo čez kolebnico, frizbi si jim podajamo, nasploh je zelo lepo vzdušje. Letošnjega oratorija se je udeležilo okoli 180 otrok, animatorjev je bilo 40.
Pri izboru animatorjev štejejo predvsem veselje do dela z otroki in redna udeležba pri pripravah. Rada delam z otroci, so drugačni, vsak je posamezen, edinstven, tako da je zanimivo, no, poven dan. Med otroci rad delam, ker so zanimivi. Vidim, kako se tudi učitelji počutijo, ko nas smirijo v klopeh. Nasploh že od mladega sem hotel biti vedno animator, to rad delam. Program oratorija povezuje otroke in animatorje iz 3 različnih župnij. Na oratoriju, mestnem oratoriju smo vključene 3 župnije iz Novega mesta, torej Stolnica ali Kapitelj, pa Frančiškani, Sveti Lenart in Šmihelj. Tukaj pri nas se pa vse skupaj dogaja okrog Baragovega zavoda, okrog šmihelskega župnišča. Smo veseli, da smo v to vključeni tudi župniki vseh 3 župnij. Najmočnejši pečat oratoriju je dal sveti Janez Bosko, ustanovitelj redovne družbe Salezijancev. Don Bosko, ko je ustanavljal oratorij, je pravzaprav želel, da otroci preživijo svoj čas, tudi prosti čas, lepo, koristno, da se izogibajo slabemu, da se izogibajo grehu in da potem tudi kaj dobrega naredijo. In ta namen oratorija je še vedno. Otroci tako kakovostno preživijo prosti čas. Da se otroci naučijo, kako kot kristjani preživljati svoj prosti čas. Da vera ni samo za v cerkev kleče, ampak da je lahko tudi med igro, da je lahko v prijetnem, v veselem vzdušju, da je pravzaprav to, kar je sporočilo naše krščanske vere. Veliko otrok že izraža zanimanje za udeležbo na oratoriju tudi v naslednjem letu. Ja, naslednje leto je skoraj zihar in še animator bom poskusil biti. Mislim, da bom tudi kot animator še prišel, ker se mi zdi zanimivo. Veselje otrok in zanimanje za prihodnje leto kažeta, da ta tradicija še naprej uspešno raste in bogati lokalno skupnost. Na oratoriju se radi tudi posladkajo. Na oratoriju je super, ker smo dobili bombone in jih razdelili. Prestižen naziv častnega občana bo na avgustovski slavnostni seji Šentjernejskega občinskega sveta prejel nekdanji župan in podjetnik Radko Luzar. Nagrado občine pa Anton Turk, ki na najrazličnejših prireditvah v kraju in drugod že več kot desetletje skrbi za dobro vzdušje in promocijo občine z maskoto Petelina. Tako so na zadnji redni seji s tajnim glasovanjem sklenili tamkajšnji občinski svetniki, ki so med drugim soglasno potrdili tudi rebalans letošnjega proračuna. Proračun je bil namreč sprejet 18. decembra ob takratnih predpostavkah in glede na to, da so kar precejšnje spremembe na področju investicij, predvsem smo iskali določene prihranke znotraj proračuna, predvsem pa usklajevali dinamiko izvajanja investicij. Rebalans prinaša spremembe tako na prihodkovni kot odhodkovni strani proračuna. Prihodki po predlogu rebalansa znašajo 12 milijonov 477 tisoč 149 evrov in se glede na sprejeti proračun povečujejo za dobrih 157 tisoč. Čemur med drugim botruje tudi nenadejani prihodek od iger na srečo. Potem prejemek je tudi iz naslova zadolževanja, ki se zvišuje na 3 milijone 700 tisoč, kar pomeni, da se glede na sprejeti proračun povečuje za 450 tisoč. Vsi prejemki torej znašajo 16 milijonov 710 tisoč, temu so na drugi strani enaki vsi izdatki. Odhodki tako znašajo 16 milijonov 160 tisoč, kar pomeni povišanje za 855 tisoč glede na sprejeti proračun. Med poglavitnimi razlogi za znaten dvig proračunskih izdatkov je predvsem izgradnja nove športne dvorane. Rebalans, ki so ga svetniki potrdili soglasno, je sicer, kot dodaja šentjernejski župan, tudi posledica nekaterih novih projektov, ki smo jih ob obstoječih 4 pričeli ali pa jih pripravljamo. Vsled tega je bilo potrebno stopno zadolževanje nekoliko zvišati, torej iz 3 milijone 250 na 3 milijone 700 tisoč evrov. 2 milijona kredita za izgradnjo mostu so v Šentjerneju že počrpali. Drugi del, če bo seveda potreben v taki višini, pa bomo izvršili v drugi polovici tega leta.
Znesek drugega kredita, zaenkrat predvidenega v znesku 1,7 milijona, bo torej odvisen predvsem od dinamike izvajanja del na novi športni dvorani, ki z mostom v Mršeči vasi zaseda vrh seznama letos finančno najtežjih naložb. Potem pa še gradnja sončnih elektrarn in pa pričetek investicije vodohrama in pa vodovoda Drča-Šmarje. Odplačila kreditov v višini 550 tisoč evrov letos ostajajo na enaki ravni, medtem ko se bodo drugo leto izdatki za ta namen predvidoma povečali za okrog 250 tisočakov. Podjetje Rudar Senovo je minulo leto poslovalo uspešno. Podjetje v prvi vrsti skrbi za občinski fond najemniških stanovanj. Mestna občina Krško je tako v minulem letu dobila prek 30 novih neprofitnih stanovanj. Rudar Senovo je v letu 2024 zaključil največjo investicijo v svoji zgodovini. Gre za izgradnjo popolnoma novega večstanovanjskega objekta z energetsko oznako A1, 16 stanovanj, ki so bila lansko leto v sklopu javnega razpisa tudi vsa oddana, konec novembra tudi vsa predana uporabnikom. Za ta projekt je bila sklenjena gradbena pogodba v višini 2 milijona 713 tisoč evrov brez DDV. Končna cena je bila celo nekoliko nižja. Realizirana je bila v višini 2 milijona 613 tisoč, se pravi smo bili slabih 100 tisoč evrov pod pogodbeno vrednostjo. Za ta projekt je družba uspela pridobiti tudi nepovratna sredstva. V načrtu okrevanja in odpornosti smo pridobili odločbo, ki smo jo potem v letošnjem letu tudi uspešno počrpali. 17. aprila je bilo namreč na račun družbe nakazanih skoraj 1 milijon 400 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Tako so v mestni občini Krško lani jeseni pridobili 16 novih najemnih neprofitnih stanovanj. Je pa po besedah dr. Klemna Ploštajnerja, državnega sekretarja na Ministrstvu za solidarno prihodnost, bilo na otvoritvi povedano, da pravzaprav 16 stanovanj v Krškem pomeni 200 stanovanj v Ljubljani in da je pravzaprav celotno, vsi, ki so povezani z stanovanjsko politiko v občini Krško, skrbijo za to, da je sklad neprofitnih stanovanj, bom rekel, velik, zadostno zapolnjen in pravzaprav podal kot primer dobre prakse tudi za ostale občine v Republike Slovenije. Pa je v preteklem obdobju firma Rudar izvrševala oziroma izvedla številne tehnične izboljšave v samih ogrevalnih sistemih, vzdrževala infrastrukturo in posodabljala informacijsko podporo, s čimer se je krepila preglednost delovanja in pa seveda kakovost storitev za naše občanke in občanov. In kot ste rekli, prepoznani smo kot dobra praksa oziroma družba Rudar je prepoznana kot dobra praksa s svojim delovanjem in tukaj lahko samo pohvalim in čestitam k njenemu delovanju. Prvi mož podjetja Rudar Senovo pa opozarja, da se na področju oddaje neprofitnih stanovanj obetajo novosti. Sprememba, ki jo vlada pripravlja, gre v to smer, da bodo neprofitna stanovanja oziroma javna najemna stanovanja dodatno sofinancirana pri gradnji. To je prva sprememba, ki je zelo pomembna. Druga sprememba, ki je pa pomembna, je pa ta, da se glavnina subvencij, ki so bile zdaj na občinskem proračunu, seli na državni proračun. Kar pomeni, da bodo imele tudi ostale občine več posluha pri gradnji neprofitnih stanovanj, ker zdaj je na primer občina zgradila neprofitno stanovanje, potem je mogla pa še subvencionirati najemnino, tako da bom rekel, da zadeva nikakor ni bila stimulativna, to se zdaj z novo ureditvijo spreminja. V kratkem bodo na Senovem tako pričeli z gradnjo 32 stanovanj. V načrtu imajo tudi pripravo novega območja za gradbo novih stanovanj, ko se bo zanje pokazala potreba, še dodaja direktor. Iz zakladnice našega arhiva o 35-letnici televizije Vaš kanal. Dober dan! V Šentrupertu postavljajo prvi muzej na prostem s kozolci na svetu. Do konca meseca bodo vam predstavili vse kozolce in s tem zaključili prvo fazo projekta, sledi pa še hortikulturna ureditev območja.
V zadnjih letih je samo na Dolenjskem propadlo kar 15% kozolcev, 35% pa jih je v izredno slabem stanju. Muzej je prvi korak v ohranjanju te kulturne dediščine. Dejansko smo s projektom pripomogli k temu, da so se ljudje začeli bolj zavedati, da imajo kljub temu v kozolcu nekaj vrednega in marsikdo je začel drugače gledati na svoj kozolc, marsikdo ga je začel obnavljati, se pa veliko ljudi obrača tudi po nasvete na občino. V deželi kozolcev je 19 tako imenovanih sušilnih naprav. Kozolcev od tega je 17, potem so pa še na začetku te predstavitvene poti Ostrvi in pa mini kozolček. Potem si pa v logičnem sosledju sledijo kozolci od najbolj preprostega do potem najbolj zahtevnih toplarjev. V Šentrupertu so sicer danes za predstavnike medijev pripravili ogled postavitve zadnjih 4 kozolcev. Člani etno-družabnega društva Draga pri Šentrupertu pa so ob tej priložnosti prikazali tesarjenje po starem. To je bilo treba vse na roke, ta prvo ljopet, požnurat, pa si prav temu zaštablat, obtjasat, pa si pa to naprej, da si zložil, pa si kozolc naredil ali pa grošna heša. Sin tesarja, ki je naredil Simočičev toplar na Bistrici, pa je na ogled postavil očetovo tesarsko orodje. Orodje od očeta imam še vse, kar ga je on imel, tako da tega orodja je ogromno. Želja mi je, da to orodje uredim v spominski sobi. Od muzeja kozolcev, ki ga bodo namenu uradno predali prihodnje leto v občinskem prazniku, se veliko obetajo tudi domača društva. V našem društvu delamo veliko ročnih del in poskušamo narediti obliko kozolca, mogoče celo skvačkati, veliko kvačkamo. Turistično društvo vidi tukaj eno izredno priložnost za sodelovanje, za integracijo že obstoječih prireditev in ostalih aktivnosti. Celoten projekt je sicer vreden več kot 700 tisočakov in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.